prisrčno pozdravljeni. Mogoče bi tu nadaljevala, ker ste vi omenili kot predsedujoče Evropske unije, je rdeča nit našega predsedovanja prav problemi zaposlovanja mladih, potem boj proti diskriminaciji na vseh področjih in seveda socialna komponenta, kateri želimo dati velik poudarek v času našega predsedovanja. Tako da želimo, da tudi v času predsedovanja ostane pogled Slovenije na tem področju, kjer pa moramo kot posebno luč omenil še veliko narediti, da dosežemo naše skupne cilje in v Sloveniji in tudi v Evropski uniji. Ženske smo prisotne na vseh področjih družbenega življenja, kot znanstvenice, političarke, menedžerke, delavke za tekočim trakom in seveda na koncu tudi gospodinja. Vsaka je in mora biti v svoji vlogi enako pomembna in enako cenjena. Pomembna vloga žensk se odraža tudi v poslanstvu matere, kateremu je včasih namenjeno premalo pozornosti, saj je tudi vzgoja in skrb za otroke, skrb za prihodnost nas vseh. Ker smo pred praznikom Dan žena, bi rada poudarila, da je tudi ta praznik dosežkov žensk na različnih področjih, tako v gospodarstvu, politiki in sociali, hkrati pa služi tudi v opomin na vse vrste oblik nasilja in diskriminacije, ki so jih ženske še vedno deležne po vsem svetu, na delovnem mestu ali celo v širši družbi. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v času predsedovanja, kot sem že omenila, namenilo posebno pozornost prav obravnavi tudi enakopravnosti žensk in moških. Na neformalnem ministrskem srečanju za enako spolu smo razpravljali o participaciji žensk v družbi ter krepitvi njihove vloge in položaja, o uravnoteženju zastopanosti žensk in moških pri političnem odločanju, o krepitvi vloge in položaja deklic za doseganje enakosti spolov, ter tudi o pomenu politik enakosti spolov pri razvojnem sodelovanju. Naša skupna prizadevanja morajo biti torej usmerjena k razvoju enakih možnosti žensk in moških. Verjamem, da bomo tudi z današnjo slovesnostjo nekaj pripomogli k temu, saj bo priznanje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Roža Mogota dobila dr. Lučka Kajfež-Bogataj. Dosežki na področjih, ki so povezani s posebnim čutom za naš planet in razbijanje stereotipov v ženskih in moških poklicih, so gotovo spodbuda mladim ženskam pri odločanju za tehnične in znanstvene poklice. Izjemno smo lahko ponosni, da ima Slovenija svetovno znanstvenico, sodobitnico Nobelove nagrade za znanje, potrebno za ukrepanje proti klimatskim spremembam, ki jih je povzročil človek. To se dotika nas vseh, zato nam je lahko gospa dr. Lučka Kajfež-Bogataj lep zgled in bogat vir strokovnih znanj. Naj vam ob koncu mojega razmišljanja, gospa dr. Lučka Kajfež-Bogataj, iskreno čestitam za današnjo nagrado in za vse vaše dosežke. Želim pa tudi, da bi v prihodnje v svojem udejstvovanju našli tisto nit, ki vas bo vedno znova in znova gnala k novim izzivom in seveda tudi nadaljnjim uspehom. K jutrišnjemu mednarodnemu dnevu žena pa vam, spoštovane žene, prisrčno čestitam in želim, da bi bile res enakopravno zastopane na vseh področjih.